Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, tokrat smo v oddajo iz našega studia povabili župana mestne občine Murska Sobota Damjana Anželja. Župan mestne občine, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Noršinska ulica v Murski Soboti je v zaključni fazi prve faze in prva faza je pravzaprav končana, lahko rečemo. In kako bo šla zadeva naprej? Se že pripravljate na drugo fazo? Ja, res je, tako je. Prvo fazo smo zaključili konec lanskega leta. V letošnjem letu, v mesecu aprilu potem je bil narejen še asfalt na kolesarski stezi. Seveda smo pa ves ta čas pripravljali tudi dokumentacijo za drugo fazo. Žal smo zaradi dotrajanosti mostu morali zapreti ta most in s tem povzročili tudi nekaj nejevolje med občani in obiskovalci našega mesta, saj vidimo tudi kolone zastoje, ki so posledica zaprtja tega mostu, saj veliko udeležencev v prometu uporablja cesto skozi Rakičan, da prihajajo tudi na svoja delovna mesta. Lahko pa povem, da smo dejansko že tako daleč, da bomo takoj po prvomajskih praznikih začeli z delom druge faze, torej od križišča za Rakičan do samega Rakičana. V tem projektu bo potem obnovljena cestišče, obnovljen bo ta dotrajani most oziroma zgrajeno novo, prav tako pa bo izgrajena kolesarska steza in potem tudi nekako dobi ta celota. Seveda ostane še potem povezava do Noršinec, ki spada v tretjo fazo, s tem pa se bo vsekakor tukaj izboljšala prometna varnost za vse udeležence, se pravi tudi tiste najranljivejše, kolesarje, pešce, kakor tudi tiste, ki se vozijo z avtomobili. To se pravi, da se splača počakati oziroma malce potrpeti, kajti most je bil zares dotrajen, pa tudi preozek, kolikor ga poznamo. Tako, zaradi korozije so nastale že kar velike luknje in ob nekem večjem udarcu bi lahko dejansko potem ogrozili udeležence v prometu, tako da smo nekako bili primorani za ta krajši čas do same potem izvedbe te druge faze most zapreti. Vsekakor pa je razveseljivo, da smo tako daleč, da lahko tudi izbrani že izvajalec, da lahko z deli takoj po praznikih tudi začnemo in potem jaz verjamem, da kot ste sami povedali, da se je splačalo malce počakati, kajti potem bojo razmere na tem delu veliko boljše, kot so sedaj. V lasti občine je tudi delavski dom. Drži, gre za občinsko zgradbo. Tudi ta zgradba je vključena v projekt celostnih teritorialnih naložb, kjer ima mestna občina Murska Sobota zagotovljena ta evropska sredstva. Tukaj bomo sedaj takoj po prvomajskih praznikih, torej v mesecu maju, šli v javno naročilo prve faze. Prva faza pa vključuje dela, se pravi streha, fasada in pa stavbno pohištvo. Potem v drugi fazi bomo pa tudi dogradili en del zgradbe in pa občinska zgradba bo dobila tudi potrebno dvigalo. Tudi zakon o izenačevanju možnosti invalidov namreč nalaga, da v vseh javnih zgradbah mora biti urejen dostop za invalidne osebe, tako da tudi ta zgradba dotrajana, vsekakor upravičena, njene prenove sami lahko vidimo že na zunanjosti, da nam zgradba ni v ponos, tako da hvala Bogu, da imamo zagotovljena ta sredstva, da lahko potem tudi takšne zgradbe obnovimo. Zelo pomembno pa je povedati tudi, da je zgradba financirana 100% upravičenih stroškov, namreč projekt je vreden nekaj več kot 3 milijone evrov in dejansko lastnih sredstev za to ne bi imeli, tako da nekako smo zelo dobro izkoristili ta sredstva, ki so nam na voljo. Je pa potrebno seveda predhodno, da pride do same izvedbe, urediti veliko dokumentacije, tako da z veseljem lahko sporočam občankam, da tudi ta zgradba gre v samo izvedbo. Seveda pa pripravljamo že vse skupaj tudi za prenovo Partizana, zgradbe, ki je prav tako nekako markantna za naše mesto in pa tudi izredno dotrajana in upravičena tudi njene obnove.
To se pravi, se upravičujem, Noršinska ulica je končana prva faza, nadaljuje se tudi z mostom v Rakičanu. Delavski dom se bo prenovil. Dogradili pa boste tudi tribune na mestnem stadionu Fazanerija v Murski Soboti, oziroma to je v načrtu. Tako je. Mi smo se prijavili na razpis, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem, kjer smo bili uspešni in pridobili 500 000 sredstev na tem razpisu. Prijavili smo projekt tudi na razpis Hattrick pri Nogometni zvezi Slovenije, kjer še čakamo dokončno odločitev, koliko sredstev bomo dobili. Jaz verjamem, da bomo tudi na tem razpisu uspešni, tako da smo lahko za ta projekt pridobili glavnino sredstev. Seveda bo nekaj sredstev tudi iz proračuna, kajti pogoj za samo prijavo na Ministrstvu za šport je bilo, da tudi, se pravi, investitor vloži lastna sredstva. Verjamem pa, da s tem potem stadion dobiva tudi neko celostno podobo, namreč zaradi različnih okoliščin iz preteklosti stadion nikoli ni bil do konca izgrajen, vedno se je gradil po nekih fazah. S tem pa nekako bo mestni stadion dobil tudi prepotrebno tisto kategorijo za odigravanje reprezentančnih tekem, nižjih kategorij, evropskih tekem. S tem se izboljša tudi infrastruktura za delovanje domačega kluba. In seveda nekaj časa so rezultati kluba prehitevali infrastrukturo. V tem času sedaj mogoče bo infrastruktura rezultate, verjamem pa, da v bližnji prihodnosti se bo spet to vse skupaj združilo, tako rezultati kot sama infrastruktura, ki nam bo tudi v ponos in ponos seveda naših občanov in občank ter navijačev nogometnega kluba Mura. Tako od enega športa k drugemu, od nogometnega stadiona k pumptracku. Tudi ta je tik pred odprtjem. Ja, izredno pomembna pridobitev za samo našo občino. Dolgoletna želja mladih po izgradnji tega pumptracka. Pumptrack je v lanskem letu bil izgrajen, sedaj še potekajo tudi dela glede same ureditve okolice, ozelenitve. Moram pa povedati, da takoj po sami izgradnji, čeprav še uradno ni odprt, ga že navdušenci zelo uporabljajo. Lepo je videti mladino na tem objektu, tudi tiste najmanjše. In lahko povem, da smo pridobili tudi uporabno dovoljenje, tako da se približuje sama otvoritev tega novega objekta. To pa bo 10. maja. Ta datum sovpada tudi z pokalnim tekmovanjem, ki ga organizira domači kolesarski klub Kiker. Tako da verjamem, da potem predamo tudi v uporabo vsem uporabnikom ta novo izgrajeni pumptrack in spet ena lepa pridobitev za naše občane in občanke. Od športa pa greva nazaj k cestam in sicer pri Noršinski sva bila, takrat sem že omenil Markišavsko. Tudi Markišavska cesta je ena tistih, ki je zelo obremenjena in tudi problematična. Ja, dobro ste povedali, Markišavska cesta zelo obremenjena, tudi vpadnica, enako kot Noršinska v naše mesto. Povezava s sosednjo občino, zelo dotrajana in seveda tudi upravičena obnove. Gre za državno cesto, tako da tukaj nekako sodelujemo skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo. Je pa problematika v tem času, ko je cesta dejansko v takem slabem stanju, so velika tovorna vozila in zaradi tega smo upravili tudi sestanek na direkciji, kjer nekako smo se takrat zmenili, da bojo oni naredili analizo tega prometa, ki gre skozi samo vas Markišavce. Uradnih rezultatov še nimamo, nekako nam je bilo povedano, da bo v mesecu maju, da nas bojo zopet poklicali na sestanek v Ljubljano, kjer bomo potem tudi se seznanili z uradnimi rezultati in morebitnimi rešitvami oziroma predlogi. Vsekakor pa bo potrebno stopiti tudi do večjih podjetij v sosednji občini Puconci. Namreč veliko tega tovornega prometa je namenjeno prav tja in se nekako potem tudi dogovoriti za zmanjšanje tega prometa, bodisi z nekimi novimi povezavami,
kjer pa potem spet obstaja nevarnost obremenitve nekaterih drugih primestnih naselij, oziroma najti tisto rešitev, ki bo nekako najboljša za vse vpletene deležnike v tej problematiki. Ampak upajva, da se bo ta problematika čim prej in na nek lep način rešila. Ja, rešitev je vsekakor, da se čim prej začne izgradnja oziroma rekonstrukcija te ceste, da se potem tudi izboljšajo pogoji, tako kot so vse na Noršinske. Tako, zdaj pa od cest v mestni park, kjer lahko gledamo zeleno, se umirimo in tako naprej. Ampak tudi mestni park je potreben obnove. Ja, vsekakor. Gre za enega, vsaj po mojem mnenju, najlepših mestnih parkov pri nas. Vsekakor pa tudi potreben prenove. Malce nam tukaj povzroča težava, da pri sami prenovi ni dovoljeno več asfaltiranja površin, torej tam, kjer sedaj so asfaltne površine, jih bo potrebno zamenjati z nekimi drugimi naravnimi materiali. Pogovarjamo se z Zavodom za varstvo kulturne dediščine tudi v tej smeri, kako najti te prave rešitve. Denar je zagotovljen preko celostnih teritorialnih naložb, prav tako teh evropskih sredstev. Tukaj pa sedaj poteka izdelava neke idejne zasnove, naročilo projektne dokumentacije in potem tudi, ko bo ta nekako idejna zasnova izbrana, se ta projektna dokumentacija naroči in potem tudi spelje do same izvedbe. Iščemo pa seveda tiste najboljše rešitve, tako da nekako je zamišljeno v tem, da se seveda uredijo te dotrajane poti, da se uredi otroško igrišče. Tam tudi imamo zgradbo, ki nekako ne spada tja not in je tudi dotrajana, rušitev zgradbe in na tem mestu neke nove vsebine, torej da nekako tudi v celoti potem dobi ta naš mestni park neko novo, svežo, osveženo podobo. To so zdaj načrti, je morda znan kakšen okvirni časovni načrt? Ja, ta sredstva so v finančni perspektivi do leta 2027, seveda prve prijave so že bile, tako da mi sedaj lovimo že te druge prijave in si želimo seveda vse preostale projekte, ki še nismo prijavili, potem v tem drugem pozivu tudi prijaviti, kajti moramo vedeti, da od same prijave pa potem, da dobiš, če se tako izrazim, tisto zeleno kljukico, traja kar nekaj časa na ministrstvu v pregledovanju teh vlog. Tako da nekako naš terminski plan je, da vse te ostale projekte, se pravi ostala masa denarja, ki nam je še na voljo, da potem prijavimo te projekte na drugi poziv. Prav, postavitev mlaja je pred nami, smo tik pred 1. majem. In postavitev mlaja seveda poteka tudi v mestni občini Murska Sobota. Ja, tradicionalna prireditev, ko se nekako spomnimo boja za delavske pravice. Tako da z tem dogodkom postavitve mlaja v jutranjih urah in potem tudi osrednjega kresovanja, ki je v primestnem naselju Černelovci, se nekako potem spomnimo, kot sem povedal, boja za delavske pravice, čeprav tudi v današnjem času in je od tega boja že skoraj 140 let in bi neke stvari morale biti samoumevne. Temu ni tako, saj tudi iz medijev večkrat vidimo, da še vedno nekako te delavske pravice povsod niso enako urejene oziroma na istem nivoju ali se jih pa celo na veliko krši. Je prav, da se tega spomnimo, da se spomnimo, se pravi, delavstva in tako tudi nekako počastimo v naši občini ta praznik. Tako da vabim vse občane in občanke, da te dogodke tudi obiščejo in skupaj nekako potem vstopimo v te praznične dni. Rekla sva postavitev mlaja, kresovanje v Černelovcih, seveda pa o 1. maju ne sme manjkati prvomajska budnica. Ja, tudi tradicionalna zadeva, pihalna godba, pihalni orkester Murska Sobota nas vsako jutro 1. maja razveseli za svojo budnico. Letos prav tako bo tako in se že veselim tudi, da jih potem pozdravim, te naše godbenike, ki nas vedno popeljejo po ta praznični dan.
Župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj, seveda je Murska Sobota znana tudi po poletnih prireditvah, teh ni malo, to je kar zajeten zalogaj. In ja, 1. maj je nekakšen uvod v poletje. Ja, lepo ste povedali, veliko prireditev se bo zvrstilo v tem poletnem času vse tja do jeseni. Tako nadaljujemo z Sočno vilico, Soboški dnevi, Soboško poletje, družinski piknik in še veliko tega. Moram pa povedati, da pripravljamo tudi en večji mednarodni dogodek, Balonarski festival, ki se bo pri nas sedaj odvil od 28. do 31. avgusta. Prihaja okrog 50 balonarjev, od tega jih bo tam okrog 35 posebnih oblik. Dogodek je v organizaciji podjetja Paša Balons, ki je pri nas odprlo proizvodnjo toplozračnih balonov, seveda v sodelovanju tudi z mestno občino Murska Sobota. Lahko pa povem, da bo dogodek res nekako zastavljen na veliko, se pravi od jutra do večera veliko spremljevalnega programa, tako delavnic za otroke, vodnih iger, poleti z baloni, zvečer glasbene skupine in bo spet ena lepa popestritev tega dogajanja v naši občini. Jaz verjamem, da bo dogodek prepoznan veliko širše kot lokalno. Torej, tudi za to mednarodno udeležbo balonarjev, kolikor pa imam informacije, pa bo tudi dogodek zelo dobro oglaševan, tako da verjamem, da se bo v teh 4 dneh v našo občino prišlo veliko obiskovalcev, tako iz Slovenije, kakor tudi iz tujine. In to je spet ena priložnost, da se pokažemo v vsej svoji dobri luči in potem tudi nekako dogodek izkoristimo za nadaljne neke tako gospodarske kot turistične projekte, povezave, vsekakor nekaj novega. Program se še sestavlja in o tem bomo potem več rekla v kateri od naslednjih oddaj. To se pravi, govorila sva danes o Noršinski ulici, prva faza je končana, nadaljuje se tudi s tem, da bo most v Rakičanu oziroma tisti most malce bolj stabilen in nov bo postal. Delavski dom in Partizan se obnavljata, dogradili boste tribune v Fazaneriji, kmalu bo odprtje Pumptrack, kot ste sami dejali, je Pumptrack že zelo dobro obiskan iz strani vseh navdušencev nad tem. Markešavska cesta čaka na svojo ureditev, vendar je to državna cesta. Mestni park se bo obnavljal. Postavili bomo mlaj v prihodnjih dneh, kresovali v Črnelovcih. Prvomajska budnica nas bo na 1. maj zbudila. Poletnih prireditev bo obilo, konec avgusta, torej tudi balonarski festival z mednarodno udeležbo, kjer pričakujemo tudi veliko domačih in tujih turistov in da bo odmeven ne samo v domačih, ampak tudi v tujih medijih. Sva morebiti kaj v tem trenutku še pozabila ali bi radi karkoli še dodali? Ja, še kar nekaj manjših projektov bo izvedenih. Tako želimo postaviti kajakanu stezo pri Expanu, potem postajališče za avtodome. Balinišče se ureja v Bakovci, tudi v Krogu bo kmalu pričetek, ker smo tudi tam pridobili gradbeno dovoljenje. Še kar nekaj manjših teh projektov, tudi po primestnih naseljih. Bodo pa mlaj postavili tudi v Nemčevcih, kresovanja so značilna tudi za druga primestna naselja, verjetno kot vsako leto tudi v Bakovci in še kje. Tako da dejansko dogodkov bo kar veliko, seveda pa pripravljamo tudi že vso dokumentacijo za tiste projekte, ki bojo potem nekako izvedene v letu 2026. Tako da bo še kar tega, zdaj če sva kaj pozabila, bova pa potem povedala v kateri od naslednjih oddaj, tako da bi na koncu že zaželel vsem občanom in občankam lepe prvomajske praznike, naberimo si moči za nove podvige in uspešno naprej. Župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj, najlepša hvala. Hvala tudi vam za povabilo. Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, v naši družbi je bil tokrat oddaj iz našega studia župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj.